Prehajamo na 4. točko, to je potrditev novelacije investicijskega programa Zbirni center za ravnanje z odpadki. Predlog novelacije je objavljen v gradivu številka 14, predlagatelj župan, poročevalci pa Mihaela Bernot-Vetrnik, Aleš Škorjanc, Maja Sušnik in pa Lidija Žvegla. Besedo ima Mihaela Bernot-Vetrnik, izvolite. Hvala lepa. Občinski svet občine Kamnik je v mesecu februarju letos sprejel sklep o potrditvi investicijskega programa Zbirni center za ravnanje z odpadki. Na 4. dopisni seji, ki je potekala v avgustu, pa sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa Zbirni center za ravnanje z odpadki. Razlog za pripravo te druge novelacije, ki je danes v obravnavi investicijskega programa, je sprememba plana financiranja v letih 2020 in 2021. Občina Kamnik je s projektom Zbirni center, ki se je začel izvajati v letu 2020, letošnjem letu, zaključen pa bo naslednje leto 2021, kandidirala za nepovratna in povratna sredstva v skladu z zakonom o financiranju občin. Za izvedbo projekta je bilo v letu 2020 odobrenih slabih 155 000 evrov nepovratnih sredstev in 280 000 povratnih sredstev, ter 489 000 evrov nepovratnih sredstev v letu 2021. V letu 2020 je bilo možno koristiti sredstva v višini stroškov izvedenih del, za katera so bili do 5. novembra že plačani računi. Glede na to, da je pogodbeni izvajalec v skladu s sklenjeno gradbeno pogodbo z izvedbo gradbeno-obrtniških del začel 1. oktobra 2020, je bilo v enem mesecu možno izvesti toliko gradbenih del, da smo lahko koristili odobrena nepovratna sredstva v višini 154 702 evra. Ostala dela, izvedena v novembru in decembru letošnjega leta, bodo plačana iz proračuna za leto 2021. Posledično bodo stroški izvedenih del, ki bodo plačani iz proračuna za leto 2021, višji, kot so bili predvideni s prvo novelacijo investicijskega programa avgusta 2020. No, z uveljavitvijo zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je bil sprejet prejšnji teden, pa bo prišlo do določenih sprememb pri financiranju glede na predviden načrt črpanja nepovratnih in povratnih sredstev po zakonu o financiranju občin. Koriščenje sredstev v prihodnjem letu namreč bo v skladu s tem novim zakonom o finančni razbremenitvi in ne več po ZFO. Bistveno je pa to, da bo koriščenje bolj enostavno, kot je bilo pa sedaj. Ravno tako bomo sredstva vlagali v ta projekt, vloge, dokazovanja in tako naprej bodo pa majčkeno bolj enostavne, kot so bile do sedaj. No, z novelacijo investicijskega programa je usklajen predlog proračuna za leto 2021 in pa načrt razvojnih programov. No, v sami novelaciji invest programa je pa spremenjen tudi terminski plan izvedbe del. Namreč, kot sem že omenila, dela so se začela po pogodbi izvajati 1. oktobra. 4-mesečni pogodbeni rok za izvedbo gradbeno-obrtniških del se izteče konec januarja, vendar pa bo zaradi zimskih razmer podaljšan do sredine aprila. Vsa ostala dela sicer bodo izvedena po prvotnem terminskem planu. Zaenkrat izvajalec čisto nič ne zamuja glede na plan, ki ga je dal pri podpisu pogodbe. Asfaltiranje pa bo zaradi zaprtja asfaltnih baz v zimskem obdobju možno izvesti šele v drugi polovici marca 2021. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. S tem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi novelacijo investicijskega programa Zbirni center za ravnanje z odpadki. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šemso Mujanovič. Glasujem za. Duško Papež. Glasujem za. Božidar Pilej. Hančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Glasujem za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za.
Edi Srujevič, Za. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Francis Pruk, Za. Marko Šarc, Za. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.